že preden sem postala glavna medicinska sestra ginekološke klinike, sem bila glavna medicinska sestra delovne enote, takrat smo bili tako organizirani, ginekologije. In v tem obdobju so bile na ginekološki kliniki velike spremembe. Spominjam se mnogih selitev kliničnih oddelkov, ambulantnega dela in pa gradnje seveda nove porodnišnice. V času, ko sem bila glavna medicinska sestra in že prej, so se začeli problemi z primanjkovanjem kadra. To je zgleda neizpeta pesem, kar poslušam še danes. Ampak takrat še toliko bolj, ker se je leta 1987 ukinila srednja babiška šola. Mi smo pa ključno vezani bili na dotok babic in naenkrat nam je začelo babic primanjkovati. Kot veste, je bila včasih ležalna doba na ginekologiji in tudi v celem kliničnem centru mnogo daljša, kot je sedaj. In spomnim se, da so nosečnice, ki so imele tvegano nosečnost, ker jim je pretil prezgoden porod, ležale pri nas tudi po par mesecev. In še v času nekdanje Jugoslavije so tudi prihajale ženske, ker smo bili precej zaupanja vredna ustanova, tudi v Klinični center Ljubljano. In se spomnim neke gospe nosečnice, ki je tu preležala par mesecev in potem je srečno rodila otroka, živega, zdravega. In ko je srečna družina odhajala domov, je v dvigalu v kliničnem centru kolabirala in umrla zaradi pljučne embolije. Lepi spomini so bili, kadar smo bili pohvaljeni, kadar so se bolnice zadovoljne vračale v svoje okolje, kadar so se porodi dobro končali, kadar so nedonošenčki šli skupaj s starši domov in tako dalje. Skratka, to je bilo za nas veliko zadovoljstvo. Dejansko sem vesela, da klinika napreduje, da se dogajajo vedno nove stvari. Zdaj v medijih sem prebrala, da ste odprli 4 nadstandardne sobe v porodnišnici. Zdajle mi je ravno profesor Lukanovič povedal, da je v Levnišču odprte 2 kolposkopski ambulanti. Skratka, napredujete in to je lepo slišati.